Lepo pozdravljeni, hvala, ker ste prišli. Predlagam, da kar pričnemo, tako da, gospod župan, izvolite. Torej, včerajšnje preiskave, ki so potekale tako na mestni občini Maribor, kot tudi na mojem domu, so se zaključile z začasnim zasegom določenih elektronskih naprav in dokumentacije. Ob tem želim posebej poudariti, preiskovalci mi niso zasegli nobene gotovine ali drugih predmetov, ki bi kazali na kakršnokoli nezakonito pridobljeno premoženje. Želel bi se zahvaliti mojim sodelavcem za izjemno korektno sodelovanje. Preiskava je skupek večjih neresničnih sumov, ki so pod 1. Projekt stanovanjske gradnje na Stonencih in SH Global. Očita nam, da sem pogojeval sprejetje prostorskega načrta OPN s plačilom nagrade. To odločno zavračam. Sprejetje OPN je kompleksen strokovni in politični proces, ki je v Mariboru trajal 24 let ter vključuje številne varovalke in javne razgrnitve. Pri sprejemu OPN sodeluje dolga vrsta nosilcev urejanja prostora in drugih mnenjedajalcev. V tem postopku je torej veliko odločevalcev in občine pri obravnavi takšnega dokumenta vse prej kot samostojni odločevalec. Kot župan sem se vedno zavzemal za čim prejšnje sprejetje tega dokumenta in nikdar ne bi procesa na kakršenkoli način zavlačeval, nasprotno seveda, saj ta OPN pomeni nova stanovanja in nova delovna mesta. Enako velja tudi za OPPN. Vsakršen namig o osebnih koristih je neresničen. Prodaja zemljišč v razvanju za Bauhausom podjetju Ferroterm. Preiskava problematizira nakazila podjetja Ferroterm tretjim osebam in športnim društvom, pri čemer pa poudarjam. Občina je zemljišča prodala na transparentni javni dražbi na podlagi izkazanega interesa in cenitev po najvišji ponujeni ceni in do sedaj tudi najvišji realizirani ceni na kvadratni meter. Kaj kupci počnejo s svojim denarjem po sklenjenem poslu in komu namenjajo sponzorska sredstva zaradi promocije njihove blagovne znamke in njihova avtonomna poslovna odločitev. Pod 3. Zavarovanje premoženja občine v zvezi z zavarovanji. V primeru izvedbe skupnega javnega naročila zavarovanj na MOM, javne zavode in javna podjetja je bil naš cilj jasen. Optimizacija stroškov in boljša zaščita občinskega premoženja. Vse to smo tudi dosegli. Prihranili smo okrog 500 000 evrov, mislim, da gre celo proti milijonu, na leto. Postopek je bil voden strokovno in transparentno, kar je razvidno iz dokumentacije. Neuveljavljanje predkupne pravice. Točka 4. Odločitev, da občina v številnih primerih ne uveljavi predkupne pravice, je vedno rezultat ekonomske presoje. Občina nima neomejenih sredstev, da bi kupovala vsako razpoložljivo parcelo, še posebej ne takih, ki jih ne more sama aktivirati. Odločitev v tem primeru je bila sprejeta v korist proračuna in nadaljnjega razvoja tistega območja preko zasebnih investicij. 5. Očitki o netransparentnosti vodenja postopkov za gospejno zavračam, saj je bila izvedena cenitev, javna dražba, kjer je pristopilo več dražiteljev in je bila dosežena bistveno višja cena od izklicne. Mislim, da celo najvišja v zgodovini Maribora na kvadratni meter. Vse očitke in sume, ki se mi pripisujejo, odločno zavračam. Svojo nedolžnost bom z dejstvi zagovarjal v vsakem postopku, če bo do njega sploh prišlo. O odstopu ne razmišljam, saj zato ni nobene podlage. Moja vest je čista in nisem storil ničesar nezakonitega. Vendar pa okoliščine te preiskave mečejo izjemno čudno luč na vse skupaj. Težko je verjeti v naključja, ko bivši kriminalist, danes pa politik na zadnji seji mestnega sveta javno napoveduje te dogodke z besedami: kmalu vas bodo tako obiskali. Dejstvo je, da do te preiskave ni prišlo pred lokalnimi volitvami. Časovno je umeščena natanko zdaj, da bi se odvrnila pozornost od prisluškovalne afere, ki resno ogroža rezultat Kanklerjeve stranke in njegove osebne ambicije na Ministrstvu za notranje zadeve. Nisem človek preganjavic, a vsebinski in časovni kontekst sta preveč očitna. To se dogaja tik pred volitvami, ki bodo ključno definirale svobodo Slovenije za naslednja 4 leta. Za vsa vaša 3 vprašanja sem na voljo. Enih par vprašanj bomo, potem pa ne bomo predolgi, tako da... Omenil se tudi projekt M-Bike, kot del preiskave, če bi to pokomentiral. Projekt M-Bike je en najbolj uspešnih projektov. 17 postaj je financira občina, izvajalec je Europlakat.
in imamo, mislim, da že 23 drugih partnerjev, ki so zaradi uspešnosti projekta pristopili v sistem zaradi interesa njihovih podjetij po oglaševanju. Ampak ste tudi povezali s tem. To je, Očitki gredo v smer, da naj bi, vendar pri vsakem poslu je edina stvar, ki jo župan seveda želi, da bi pri razvoju mesta sodelovala tudi podjetja, od mobilnosti, športa, humanitarnega in vseh ostalih segmentov. Ali drži informacija, da ste se lani v hotelu Maribor sestali z gospodom Tomažem Polakom in Aleksandrom Jovanovičem, na katerem ste pri poslu prodaje zemljišča Studenci zahtevali, da se del kupnine nameni za postajo M-Bike? Župan nikoli ničesar ne zahteva, več pa v interesu preiskave ne morem komentirati. Gospod župan, če lahko poveste, torej, katerega kaznivega dejanja vas sumi oziroma vam očitajo, torej to jemanje podkupnine, še kaj drugega? Mislim, da meni ne očita jemanje podkupnine, ampak napeljevanje k temu. Pa še to Nisem si še čisto tako dobro pregledal uredbe in bomo na ta konkretna pravna vprašanja odgovarjali enako. Nekaj ste povedali, 3 dni pred volitvami se je ta velika zaključna akcija zgodila, kot pravite, ta zadeva nenavadna. Zdaj, gospod Kangler in pa tudi gospod Janša sta na Twitterju pisala, da ona pa vidite drugo plat, torej, da je treba preusmeriti pozornost iz magistrata, tako pravi Janša, v Ljubljani na Maribor. Gospod Kangler pa je pač napisal, da naj bi se predsednik vlade vam odpovedal in da je naročil preusmeritev. Po tem odpovedovanju kogarkoli, mislim, da se mi ne more odpovedati, ker me tudi ni posvojil ali kaj podobnega. Je pa to isto, da sem mi odpovedal na seji mestnega sveta, ne vem kateri, napovedoval in pravzaprav indirektno grozil z tem, kar se je včeraj zgodilo. Torej, on bil tisti, ki je to vedel in me to seveda preseneča, ker jaz tega nisem vedel, on pa očitno je. Leta 23, gospod Damjan Škrin je nadzornik v več občinskih podjetij pod vplivom alkohola povzročil nesrečo in želel domnevno podkupiti zdravnika, ste rekli, citiram, verjamem, da bo, koliko še ni gospod Škrinjar prevzel odgovornost in odstopil se tako na dejanje Mečeslava Luč, kako na druge nadzornike, kot tudi na javna podjetja, ki je do zdaj uspešno nadziral. Zakaj danes torej ne veljajo isti standardi? Zato, ker pri meni nihče ni našel gotovine, naprimer, pa zato, ker jaz tudi nobenega nisem podkupoval. Mislim, ne samo jabolka hruške, ampak jabolka drevesta se zdaj zamenjali. Ste bil sum, kot je danes sum, ne? Ne, takrat, mislim, sem že povedal. Ok, dobro, redo. Najlepša hvala. Bomo zaključili. Bomo zaključili. postopki, Bomo zaključili. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vse na mejl, prosim. Vse na mejl. Bo PR odgovoril.